danes moj rojstni dan. Dragi moji, 12. avgust je z astrološkega vidika najbolj srečen dan v celem letu. To rabimo, srečo rabimo. Lejte, kakšne vse novice so prihajale iz sveta, pa tudi iz naše okolice. Pa tudi k meni, ko pridete na svetovanje, se skupaj malo včasih za glavo držimo. Resnično je tako turbulentno leto, negotovo leto, še čist malo pa ga po koncu. Drugo leto bo zelo drugačno, garantiram, lažje nam bo dihati drugo leto. Ampak dajmo se zdaj osredotočiti na tale 12. avgust. Jaz sem za vas pripravila eno darilce z moje strani, in sicer meditacijo, ki jo lahko uporabljate vsako jutro, vsak večer. To tehniko, ki se jo boste s tem naučili, pa boste lahko uporabljali kadarkoli se boste počutili ali malo bolj, kadarkoli boste rabili dodatni poriv, dodatno inspiracijo, se pravi vsak dan, v vsakem trenutku. Linkec je spodaj v opisu, na socialnih omrežjih sem delila tudi že zjutraj. Torej, dragi moji, 12. avgust, najbolj srečen dan v letu in po noči bomo gledali utrinke, ki padajo z neba. Meteorski dež bo bil na polno prisoten, na polno bo padal, na polno bo deževal. Saj ne vem, kaj bi prav rekla, pustimo. To ni od starosti, dragi moji. Mogoče še malo retrogradni Merkur vpliva name. Torej, zvečer si zamislite, da so ti utrinki tako kot svečke na rojstnodnevni tortici. Ko upihnemo svečke in si nekaj posebnega zaželimo. In kot otrok zelo verjamemo, da se nam bo to uresničilo. Je tako? No, dragi moji, bodite danes kot tak otrok. Kaj se vam zgodi? A imate kaj za zgubiti s tem? Da ste en večer znova razigrani, znova otroček, verjamete v lepo in se želite nekaj lepega in naredite nek majhen ritualček zase. To, da vam uspe? Mislim, da vem. To absolutno je ena izmed možnosti. Se pravi, dragi moji, zamislite si, da ste otroček, ki piha svečke na svoji rojstnodnevni tortici, medtem ko gledate v nebo in čakate, da bo kakšen utrinek padel dol. Jaz vam predlagam, da greste ven iz mesta nekam, kjer ni veliko svetlobe okoli, če pa ne gre drugače, pa vsaj malo posedite ob svojem oknu in se zazrite v zvezde. Zdaj pa praktičen del. Torej, če si boste zaželeli nekaj, kar je povezano z vašim uspehom, se pravi, si želite mogoče novo službo, večjo plačo, večji prihodek, več obilja, želite biti nekaj mi ne gre. Želite biti vi bolj uspešni, bolj učinkoviti, bolje organizirani, boste na koncu te želje dodali 8. Se pravi, sedite, mogoče pijete gospodje pivo, dame mogoče kakšen kozarček vina, gledate v nebo, vidite utrinek, si zaželite v boljšo službo 8. In na to 4, da to prizemljite. Ko pišete cilje, na dnu najprej napišete 8 in pod 8 ko 4, da prizemljite. Včasih smo se smejali kristalom. Jaz se spomnim, ko sem bila otrok, to nam je bilo strašno smešno. Imamo vsi večinoma kakšne kristalne stvari doma, zapestnice, obeske in vemo, da to deluje. Podobno velja za angele, za marsikaj. Kaj mislite? Mogoče nam bo pa to čez 10 let normalno, jaz upam, da bomo tudi števila uporabljali na tak način. A veste, v zgodovini so števila molili. So jim namenjeni molitve, ode, pesmi. Torej, ko govorimo o podjetnosti, o obilju, o tem, da želimo nekaj manifestirati, bomo najprej uporabili 8 in na to 4, da to prizemljimo. Ljubezen, 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 6. Se pravi, če si želite polepšati, okrepiti, poglobiti odnos z osebo, s katero ste, naj gre za prijateljstvo, naj gre za partnerstvo, predvsem za partnerstvo, vam jaz predlagam, da danes večer postavite 2 kozarca na okno. En kozarec simbolizira vas, drug kozarec simbolizira drugo osebo. Vmes postavite število 6. Lahko napišete na listek in postavite v sredino med ta 2 kozarčka. Pustite po noči na okenski polici. Če je le možno, bi bilo fajn, da lahko vsak svoj kozarček popijete, sicer pa popijete vi svojega. In tisto vodo, ki je namenjena drugi osebi, zlijete, če je le možno, na zemljo, ne v odtok, na zemljo in rečete, to obilje pošiljam tebi. Ja, zveni totalno otročje, pa zveni tako malo hokus pokus, pa jaz sem prva, ki poudarjam, da numerologija ni hokus pokus, ampak voda je živa. In marsikateri obred starih ljudstev, ki so bili za marsikaj mnogo bolj pametni kot mi, vključuje tudi blagoslov vode.
tudi zavedanje, da ko imamo mi nekoga radi, ko pošljemo blagoslov nekomu, ko želimo, da bo tej osebi uspelo, kako zelo močen energijski zapis je to. Zdaj si pa vi pomislite, kako okrepljen je z vodo. In skoraj da sem rimala. Če govorimo o boljši komunikaciji, boljšemu sodelovanju, tukaj zdaj ciljam mogoče odnose med sodelavci, tiste malo manj globoke prijateljske odnose, sosedske odnose, odnose na splošno, način, kako mi komuniciramo, kako se mi izražamo, morda se počutite nekoliko osamljeni, si želite novih poznanstv, takih, ki bodo bolj vam pisani na kožo in na dušo. V tem primeru boste, ko boste videli utrinek oziroma ko boste sami mogoče imeli nek svoj ritualček, pisali cilje, pisali želje, na koncu napisali najprej 2, nato 3, pod to dvojko in spodaj še 4. Štirica je tista, ki zemlji. V določenih energijah, v določenih področjih je to zelo dobrodošlo, v določenih malo manj. Se pravi, v tem primeru imamo najprej 2, nato 3, nato 4. Če govorimo o spremembi, da imate občutek, da ste se zataknili, da mogoče je čas, da spremenite ali svoj izgled, svojo garderobo, svojo frizuro, se preselite. Ko govorimo o kakršnekoli vrste spremembe, tudi potovanje, tudi izgled, da si zelo želite iti na Machu Picchu, ali na kakšen strašno eksotičen konec sveta, v tem primeru bomo uporabili število 5. Pri številu 5 nikoli, nikakor, v zelo redkih primerih uporabljamo še število 1. Se pravi, samo število 5 zapišete, recimo, da gledate v nebo, pade utrinek in pomislite, želim iti na Machu Picchu. 5. Ko govorimo o pravnih zadevah, o učenju, o podpisu pogodbe, mogoče imate kakšno stvar odprto na sodišču, dedovanje, mogoče pač neke stvari niso čisto pošlihtane, niso čisto urejene, mogoče se učite za izpit, mogoče si želite več osebnostne rasti, več duhovne rasti, več razvoja, več dviga kvalitete, več tudi mogoče mističnosti v svojem življenju in če želite, da se vam razkrije resnica. Denimo, da ste v neki taki situaciji, niste čisto ziher na čemu ste, mogoče imate občutek, da vam druga oseba nekaj skriva, mogoče imate občutek, da vsega ne veste, torej v tem primeru bomo napisali število 7. Treba je biti pa zelo pozoren, ali znamo svojo željo jasno definirati. Temu bomo še nekaj malega povedali na koncu. 7 je tista, ki je zelo natančna, 5 je zelo totalen. Ok, če rabimo več kreative, če rabimo več radosti, če imate občutek, da ste nekako poklapani, da nimate prave energije, da nimate več idej, da ni več tiste iskrice v vašem življenju, da so stvari dolgočasne, da so stvari zvodenele, da je vaš vsakdanjik vse bolj siv, vse manj nekega veselja v vas, notranji otrok, inovativnost, igrivost, umetnost, vse v umetnosti, ne glede na to, govorimo o petju, kiparjenju, glinarjenju, vse, kar je povezanega z izražanjem, z optimizmom in tako naprej. Vsem tem željam bomo dodali število 3. Ko govorimo o zdravju, o gradnji, denimo, da se odločite zgraditi hišo ali da zdaj gradite nek nov projekt, ampak dejansko govorimo o gradnji, se pravi o procesu, ki je počasen in o procesu, v katerem si želimo, da so stvari resnično trdne, dolgotrajne, da bodo stale tako, kot je treba še nekaj let za nami. V tem primeru bomo uporabili število 4, ker zeblji, ker krepi. Ko pa govorimo o pogumu, o tem, da si želimo zaščite, o tem, da želimo narediti prvi korak. Fantje, ko hočete povabiti punco ven, zadnje cajte se veliko govori o tem, da smo bolj ženske tiste, ki moramo zdaj prevzeti to vlogo. Proti naravi pa ja ne bomo šli, ne? Torej, dragi moji, tisti prvi korak, ko zbiramo pogum, ko rabimo tisto brcovo zadnjo platnik, dodatni pogum, dodatni zagon, predvsem pa energijo napredka, enostavno napredka. Takrat pa bomo uporabili število 1, ko rabimo nekaj novega. In ko govorimo o zdravljenju na splošno, pa ne govorimo o zdravljenju fizičnega telesa, našega mentala, naše podzavesti, ne glede na to, govorimo o duševnem zdravju, ali govorimo o mentalnem zdravju, ali govorimo o nekih duhovnih procesih, ali govorimo konkretno o fizičnem telesu, v vsakem primeru nam 9 pomaga. Tudi ko govorimo o sočutju, kadar smo do sebe prestrogi, kadar imamo občutek, da so drugi do nas prestrogi, takrat bomo dodali 9.
Vse to je fino, fajn, zelo pomembno pa je, da jasno definiramo, česa si hočemo, preden to zdaj okrepimo. Se pravi, če boste vi rekli, želim si nove službe, ni problema, lahko da boste vi dobili novo službo, ampak lahko bo še slabš. Želim si ljubezni, lahko vas bojo imeli ful radi, ampak bodo nedosegljivi. Želim si novega partnerskega odnosa. Lahko da bo prišel nov partner ali pa partnerka, ampak mogoče bodo toksični. Se pravi, čim bolj jasno definirajte. Se pravi, če sem jaz zdajle iti, ki je padel dol z neba in nima pojma, kaj je zemlja, kaj je Triglav, kaj je ta telefon, kaj je karkoli, pomeni, da boste mogli stvari zelo, zelo iz nule razložiti, tako kot otroku. In vesolje je točno takšno. Življenje je točno takšno, stvari se nam lahko izpolnijo na najbolj čudežne načine ali pa na najbolj slabe načine, ne? Zdaj, pač obe možnosti sta možni. Ko gremo v restauracijo, če se ne izjasnimo natančno, česa si želimo, je velika verjetnost, da bomo dobili nekaj između tega, kar smo si želeli. In jaz vam rekla takole, če je vam odveč jasno definirati, kakšnega odnosa si želite, kakšne službe si želite, kakšen prihodek si želite. Ali to pomeni, da pride s tem prihodkom tudi višji stroški? Se pravi, če je vam to odveč, zakaj hudirja bi se pa vesolje, življenje, Bog, vaš višji jaz, vaši vodniki ukvarjal s tem, če je vam odveč jasno specificirati, kaj bi radi. Naj bo ta proces užitka, veselite se teh stvari. Dragi moje življenje, res ne vemo, kaj vse se nam lahko resniči, pa kaj ne. Ni mi bilo vedno lahko, težko pot imam za sabo, ampak vam pa povem, zgodilo se mi je pa tudi nekaj takšnih stvari, da ti lahko samo čeljust dol pade, ker jih ne bi mogel denar kupiti in si jih ne bi nikoli mislila. Vem, da sem o tem že govorila, veste, kako bom jaz rada moj Ekvador, nekoč se bom dol preselila in verjetno tam ostala. Vmes je bil tam predsednik po imenu Korea, po priimku Korea. Jaz sem na dnevni bazi govorila o njemu. Njegov prvi predsedniški termin je bil resnično fenomenalen. Resnično se je osredotočil na tiste ljudi, ki so revni, resnično je državo čisto drugačno strukturiral, čisto drugačno peljal. A lahko vi verjamete, da sem v maju 2019 neko lepo nedeljo sedela na gradu, pila kavo s prijateljico in točno on je mimo prišel. Jaz sem bivšega ekvadorskega predsednika spoznala na Ljubljanskem gradu. Zdaj pa vi meni povejte, če to ni mini čudež. Da nikoli ne veste, kaj vse vam lahko življenje nudi, pomembno pa je, da smo si mi na jasnem, česa si želimo, in pomembno je, da to znamo sprejeti. In zdaj vam nekam težiti in vam želim en fenomenalen, najlepši možni, čudovit, najbolj srečen dan v letu.